Društvo Beli obroč Slovenije skupaj s Simobilom v prostorih Združenja za razvijanje nenasilnih odnosov v Mariboru odprlo prijazno sobo. Kaj pa je pravzaprav bistvo takšne sobe? Da je prijazna otrokom in seveda tudi odraslim, ko vanjo vstopimo. Predvsem so pomembne barve, oprema, ki je prilagojena otrokom, igračke, seveda ne preveč, soba, ki ti vzbuja eno zaupanje, eno veselje, ko vanjo vstopiš. In tako naj bi bilo tudi za otroke, čeprav žal morajo v takih prostorih spregovoriti o težkih temah. Koliko takšnih sob pa imamo trenutno v Sloveniji? Ja, Slovenija ima 12 sob, torej 11 na območju teh centrov za socialno delo, ena je na Belem obroču Slovenije, ima pa še mobilne enote, torej za policijo, če bi bilo potrebno, če je potrebno kot otroku v zavod ali v bolnišnico. Zato je poskrbelo Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo in družino je poskrbelo za večino prostorov, v 2 krajih, v Ljubljani in Mariboru, mestna občina za prostore, tako da mislim, da je kar velika pokritost teh sob, seveda je pa potrebno pogledati, ali so čisto vse že opremljene v teh standardih. Ministrstvo za pravosodje bo izdalo priporočila za delo, za zaslišanja, za sodnike, Ministrstvo za notranje zadeve za kriminaliste in tako mislim, da lahko čakamo samo še na uspešno prakso. Kako se Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino vklaplja v to zgodbo varne sobe? Ministrstvo za delo je v osnovi tisti ključni resor, ki skrbi za dobrobit otrok, če tako rečem. In seveda v tem mozaiku skrbi za otroke je ta prijazna oziroma varna soba samo eden izmed mozaikov in mi seveda spodbujamo vse te iniciative, ki so zaradi volje in pomagamo po svojih močeh in seveda jemljemo te projekte, ko sodeluje gospodarstvo, ko sodeluje civilna iniciativa in lokalna skupnost, kot tisti, ki nas krepijo in skupaj lahko dosežemo več za naše državljane in ta soba je eden izmed takih zelo dobrih primerov. Zgodba varnih sob je v bistvu en del Child Friendly Justice